Mama mia, kako je to lepo. To je čist vrhunsko. Vem, da sem neka stara duša. Sem vedno bila taka old school, zame najbolj navdihujoče stare stvari. Zgodovina obleke, zgodovina vsega, stare zgradbe, stare knjige, vse staro. In prej nisem niti razmišljala, da lahko vsak dan, ker se oblečeš tako, kak ti všeč. V tem zgodovinskem stilu. Ker ali nisem mogla najti ta prave obleke za to, da jo lahko nosiš vsak dan, ali nisem mogla najti to kvalitetno stvar. Veste, včasih tako na sliki izgleda super, ampak ko prideš bližje, izgleda, ne moreš to se obleči. In potem sem našla trgovino z zgodovinskimi oblekami. Na Ptuju. Vrhunsko je. Tota obleka je od tja. To pa je čisto neverjetno. Ne morem si verjeti, da sem to našla. Zdaj imam en tečaj, ker sem delala kot učiteljica z imidža, to je torej kaki vtis naredimo s svojo obleko, s obnašanjem, različne stvari, če vas bo zanimalo, kasneje bom povedala. In zame vedno je bilo zaželeno, da bi se oblekla tako, kot se počutim. Ampak nisem mogla. Nisem imela ta pravih oblek, nisem videla. In zdaj to, ko opažam, to pa vidim, mama mia, to sem jaz. To sem jaz. To je moje, to sem si želela in zdaj, ko sem to našla, toplo priporočam in ta trgovino in tudi res umetnike, tudi dve desni roki, mi pravimo zlate roke, ker to je tako težko delo. Jaz tudi malo znam šivati, ampak šivam čisto zase, ker tako neke stvari niti ne rišem nič, tako na oko. Ampak to res ročno delo, toliko vsega, vam toplo priporočam se naročiti na ta trgovino, gledati, če to imate radi tako kot jaz. Res obožujem jih. In zdaj sem njihov ambasador, fan, vsem bom povedala o tej trgovini. In kmalu boste me videli še v različnih takih oblekicah. To pa res, to ni verjetno. To pa mama mia! To pa ne morem nič, brez besed. Zdaj boste videli več zgodovinskih oblekic, vsaj za video. Mogoče tudi v mestu bom tako hodila. Jaz res govorim, meni to tako všeč, tako všeč.